še sekundo gledaš v kamero, ne takoj stran v mene, da ima Matej čas za... Kat? In potem mi boš ti rekel vprašanje in potem bom tebe gledala. Tako. Ha, vladaš. Evo, kamera teče, gledaš v kamero, kar lahko greš. Ko boš želela... En je aha. Ko boš želela, kar štartaš. Kamera. Okej. Kako je čuden. Živjo. Stop. Živjo, sem Anja Furlan, stara 27 let in prihajam z Grosuplja. Sem trenerka za boljše počutje in zdravje, veganka pa sem od decembra leta 2014. Najprej sem slišala za vegetarijanstvo, še ko sem bila v osnovni šoli. V bistvu je bila ena prijateljica vegetarijanka in ni izgledala najboljš, tako da sem tudi jaz imela malo slabše mnenje o tem, ker je bila res bledikava, brez energije. In sem rekla, okej, tega pa res nočem. Potem, ko sem bila že v srednji šoli, je v bistvu naša prijateljica in njena hčerka sta postali veganki. Ampak veganstvo je lahko tudi zelo nezdravo, ne? In očitno je tisto bilo, ker spet ni bilo energije, bile sta vedno utrujene, tako res in mi ni bilo glih inspirativno. Tako da moj prehod na veganstvo se je pravzaprav začel šele 4 leta nazaj, ko me je v to nekako prisilila situacija z zdravjem. Konec osnovne šole so se mi začele dogajati težave z želodcem, ki so trajale vse do faksa. Videla sem, da tako ne bo šlo več naprej, da pri 23 ne morem pojesti 5 do 8 frutov na dan, da ne morem biti ves čas utrujena, bila sem že slabokrvna in iskala sem neko spremembo, neko rešitev. To je opazil moj prijatelj in me je v bistvu povabil na neko delavnico uravnotežene prehrane, kjer sem slišala informacije o prehrani v funkciji zdravja. Predavatelj, ki je to govoril, ki je zdaj tudi moj sodelavec in mentor, je bil praktično vegan takrat že 9 let in izgledal je res dober, zdrav, mišičast, res fit. Sem rekla, mogoče pa je nekaj na tem. In takrat sem se odločila, da slabš ne more biti, kakor je bilo. Rekla, pa dajmo probati. In ko sem prešla na vegansko hrano, oziroma jaz rečem plant-based, zaradi tega, da je res nepredelana hrana, se pravi, tukaj omejujemo tudi olja, maščobe, ker to je spet predelano. Ko sem prešla na to prehrano, res, meni se je povrnilo zdravje, energija, izboljšala sem situacijo z želodcem, v 4 letih nisem pojedla niti ene tablete za želodec, ni več refluksa, ko sem imela vsak dan po vsakem obroku. Tudi skri imam res super, glih zdaj sem dala po 4 letih krvno sliko pregledati, zdravnica se je res čudila, da kot veganka imam tako dobro kri, ampak moramo vedeti, da mora biti to prehranjevanje res pravilno strukturirano. Če je pravilno strukturirano plant-based prehranjevanje, vegansko, potem nima se človek česa bati, da bi mu karkoli primanjkvalo. Tudi moja koža se je izboljšala, kar pa lahko tudi ljudje, če me spremljajo na Facebooku, vidijo moj rezultat. Mogoče sem pa komu tudi v navdih. Najbolj sem pogrešala mleko in mlečne izdelke. Jaz sem bila s tem, priznam, zasvojena. Ker pač sej nas res ta hrana zasvaja, ima take snovi notri. Mesa niti nisem pogrešala, jajc tudi ne, čeprav sem prej vsakodnevno jedla in meso in jajca, tudi ribe, predvsem konzervirano, ampak tega nisem. Pogrešala sem pa najbolj skuto, skutine štrukle, skutine zavitke. Ampak zdaj niti ne pomislim, da bi to kakorkoli konzumirala. Zakaj? Ker človek, ko se odloči. Zdaj, prav je, da smo fokusirani, da nisem, joj, ne smem mleka, ne smem mlečnega. A nekaj dostikrat rečejo, joj, pa to je tako dober. Ja, sej meni je tudi bilo, ampak a boš rajš imel užitek v hrani, ali boš pa pač užival v tem, ko boš imel energijo, pa zdravje in boš počel stvari, ki so ti v navdihno. Tako je sprava. Z veganstvom sem tudi obogatila svoj jedilnik, jem veliko bolj pestro hrano kot pa prej, res, in prej nisem marala kuhati, res, to je bila muka, ko je oče prosil, joj, da izkuhajta s kosilo sestro.
meni to nikoli ni dišalo. Potem sem pa prešla na to vegansko plant-based prehrano in imamo zelo super podporno skupino z našim konceptom prej potem na Facebooku in sem tam črpala ideje, kako pripraviti. In zdaj sem ratala prava kuharica, vsi mi rečejo, da res radi jejo mojo hrano, je pa tudi pomembno, da jo pripravimo res tako dobro energijo z ljubeznijo. Ja, v teh 4 letih, odkar sem na plant-based prehrani, odkar sem veganka, opažam poleg teh zdravstvenih stvari, ki sem jih že navedla, da tudi veliko bolj spim. Tudi moja regeneracija je super, medtem ko recimo eni tako so skeptični, kako pa če treniram, kako bom pa jaz to imel regeneracijo, pa mišic to. Jaz imam super regeneracijo, ni teh bolečin po športu. Potem, kar sem tudi opazila, praktično, ko telo čistiš, se ti tudi glava začne čistiti, res misli. Mislim, tako veliko bolj, že prej sem bila pozitivček, zdaj sem še bolj res dojemam svet bolj pozitivno in še rajš imam naravo, to stvarstvo, ne vem, živali, bolj se počutim povezana in po teh 4 letih moram priznati, no, da se je mogoče tudi poleg zdravja so se pojavile tudi te malo pač to sočustvovanje, mislim, tudi do smiljanja živali, pa tudi ni mi vse za okolje. Veliko se trudim tudi s tem plastičnimi vrečkami, da res jih ni, da vzamem doma tisto, kar imam doma in da pač pazim na to. Včasih tudi slamico zavrnem na pijači, čisto take malenkosti. Da je veganstvo oziroma plant-based prehranjevanje tisto res optimalno za človeka, jaz vem, zaradi tega, ker zadaj stojijo v bistvu kredibilna znanost. Stojijo raziskave, in tako, kot moj mentor pravi, da v bistvu točno se ve, kaj je zdravo prehranjevanje, ampak žal tega ne bomo prebrali v nekih poljudnih revijah, na spletnih straneh Pop TV-ja ali pa na avtobusu, ko se peljemo na šiht, ker moramo vedeti, da tukaj zadaj so različni lobiji, različni interesi in jaz pravim, pogledati treba rezultate. In tam, kjer so rezultati, očitno funkcionira, ampak ne govorim rezultati po enem letu, po enem mesecu, ampak rezultati, ki so že, ko se ljudje prehranjujejo tako 38 let, 25 let. Tako. Jaz praktično tisto, kar živim, tudi učim in s svojim zgledom poskušam biti inspiracija drugim. Zdaj pomagam ljudem pri tem procesu spremembe prehranjevalnih in gibalnih navad, da bi imeli bolj kakovosten vsak dan. In name se obračajo ljudje od tega, da hočejo shujšati, eni so izgoreli, spet drugi imajo ali otroci kakšne težave ali kakorkoli, ali bi rajš boljšo regeneracijo, nimajo energije, slab spanec, odvisno, ne? Pač praktično je ta prehrana za vse, ki se prilagodi glede na cilje ljudi in jim pomagam pač do njihovih ciljev. Najdejo me na Facebooku Podanja Furlan in preko tega potem jih usmerim na naše skupine, kjer dobijo res tisto celovito podporo in spremljavo in ugotovijo, da sploh ni težko, ker če imaš nekoga tako podporo, ni nič težko. Tudi meni prehod na veganstvo je bil malca, ko sem se odločila. To prehranjevanje je pač dolgoročno, pač ker je in cenovno vzdržno, in okusno, in pač res dobiš vsa hranila. In tudi recimo športanje, ko vnesemo gibanje, to je lahko 3-krat na teden vadba za moč, ni treba biti 2-krat na dan, ni treba vsak dan. Ker ti mogoče kot študent lahko, ampak ko si pa starš, pa imaš otroke, pa ne moreš. In je ta naš koncept vzdržen za celo življenje. Jaz bi vas spodbudila, da malo odprete svoje glave in začnete raziskovati o zdravi prehrani, vplivu na zdravje, ker hrana nam je dana zato, da nam je v bistvu zdravilo in se ne ozirati na mnenja drugih, mnenja tistih, ki pravzaprav nimajo rezultatov niti dobrega počutja. Res se osredotočite na tiste, ki živijo tako, kakor bi si tudi vi želeli in imajo tako energijo, kakor bi si vi želeli. In zapomnite si, da jemo zato, da živimo in ne živimo zato, da jemo.
sicer pomagam ljudem do boljših prehranjevalnih in gibalnih navad. Veganka pa sem od decembra 2014. Še enkrat. 2018 sem hotela reči, veš. V bistvu še nis. Ni še, ampak bo. Od decembra 2014. Noro je.